The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ja, gor na vrhu, a veš, pa mi zmanjka še 2 minuti pa pol, pa moram pa zaviti, pa še gor na uni javor. proti javor. Ja, pa sem glih na vrhu do ravnince. Čakaj, do tja si 2 minute pa pol. 12 minut imam. Od spodaj, od Pečarja do vrha. Na Iz 200. Besence ali iz Ne, Sostra? iz Sostra. Sostra. Ja, imam 12 minut, to pomeni, da sem glih, pač glih gor na vrh, ki se zravna. Ja, Na dobro. 220 vatih mojih. To pomeni, ne vem, koliko je tvojih. Je, ko imaš kil? 56. Je mojih skoraj 400 pol. Približno to je še več kot 4 vate na kilo. Ja, sej, pol po mojih skoraj 400. No. In to zdaj, moram reči, jaz se ful bojim, a veš, tisto prvo sekund, kaj zdaj, a bo to šlo, da vidim treninga in pa fuck, a bom zmogla. 8 minut sem nekako, okej, to bom že zmogla. Pa vidim ta teden 12 minut, shit, pa me je malo strah zmerja, veš, kaj bo ali ne bo. Pa grem. Samo, veš, da meni je doskrat prvi najtežji, pol mi pa drug pa tretji interval sta mi tako kukar, da samo moraš imeti prav določeno strm klanc za določene intervale. To so se isto z Matejem pogovarjali. Ja. Jaz se rečemo ful strnga, se pravi, ful težkih intervalov po ravnini ali pa tako v 1-2% klanc je dosti težje delati, seveda. kakor pa, ko greš tja v neko... Ja, valjda. In zdaj sem prav najdel ene par klancov, ki ful rad delam in en je ta Pečar. Ja, Pečar je super. Tam je Sam je ful kratek, ne? Ja, mislim, odvisen zakaj treniraš, ne? Jaz, ko teh dolgih klancov nikoli ne odpeljem, da sploh ne treniram. Ja, okej. Ker mi je brez veze, z mojim kilom jaz ne bom... Vse, kar je 15 minut pa dlje, jaz ne morem dobro odpeljati. Ja, okej. Veš, jaz Tako pa da si sploh ne- najlepše odpeljem take daljše klance. Ne, jaz sem si šel zračunati zdaj, koliko moram biti težek naslednje let. Ja, koliko? In sem prišel na 82 kil. Okej. Tako da imam cilj od 80 do 82 kil, tako da grem še 10 kil dol do naslednjega leta. To je zdaj plan za naslednjo sezono. Super. Pa v fitnessu bom pa delal toliko, da bo imel isto moč. Ja. Ker takrat, ko sem imel, enkrat sem že šel tam do nekih 84, Ja. pa sem imel isto moč. V bistvu sem bil takrat, sem se počutil najmočnejšega. Ja. Sam ne smeš pol tudi pest pod določene kilažo, ker jaz vidim, če padem pol pod, ne vem, 55, pol je konc, pol ne morem noč. Ja. Vse tlele gre 1 kilo, a veš, kilo pa pol razlike, sam le. Ne, jaz zdaj imam še dosti rezerve, tako da pridem jaz do tam uni 84, bo še kar v redu. Znači, kva ćemo začeti. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski človek. Danes sem pa eno drugo gostjo, tako da je bila tukaj par dni nazaj, ki je sosedom odpeljala kolona servis, se je bilo to, ne? Ja. Ja. In sem se pol pogovorila, da je neki ena taka zanimiva tema, ki bilo dobro vse pač vas obvestiti. Pa še zelo veliko se vozi s kolesom, gospod Matej Lovšejo trenira, je zelo pridna, ima letos kilometrov mi prej povedala, pa lahko gante spodi, ne bo sploh, no, bo pa na koncu povedala, da boste videli. Ampak ja, je zelo pridna. Tudi pred kratkim je kupila pri nas še enega Niša, ki je imela eno nesrečo z Kolnagotom. Tako da danes smo pa sabo Kolnagota, njenega, in ga bo na koncu tudi predstavila, tako da tisti, ki vas zanima, se pravi V4 RS, ja, z komplet Dura Aceom, tako da bo povedala mogoče še malo občutke. Pa to, kar mene tudi ful zanima je, koliko je napredovala zdaj s temi treningi, kako... Ok, najprej, Barbara, dobrodošla. Hvala, živijo. Koliko časa ti zdaj že tako resno treniraš? Ne, resno treniram, koliko časa sem sploh na kolesu. No. Dobra 3 leta. Jaz sem se 8. januarja 3 leta pa par mesecev nazaj prvič usedla na specialko. Dobila sem jo glih za Božič. Mislim, da je bilo glih 23. december. Nisem imela niti čevljev.
In potem hiter na netu naročila čevlje. Pol pa sem 8. januarja, bilo je sneg od zunaj, led na cesti in sem se šla pelat do Lipoglava, prvič v lifeu na specialki. Ja, nič, pa sem pa kar padla noter, ne. Pa je bilo več in več in več in pol sem tisto pomlad se enkrat šla pelat z Matejem. In pol je on meni rekel, ti se sam voz, pa dal mi ene 8 za delati, a veš, jaz nisem prej, sem bila na mountain bajku, nikoli pa ne na specialki. No, pa sva tisto poletje, torej 3 leta nazaj, sem rekla, jaz bi pa malo mogoče bolj resno se šla in sva začela trenirati. Zdaj se počutim pa včasih, kot ena profesionalka, že toliko je tega. Tako da imam res ogromen. Pa vidiš, a veš, grejo rezultati gor, vati gor, vedno bolj si hiter, vedno boljš ti je na kolesu. Pa jaz, pa sem pa podredila, ja, uživala sem od začetka, ampak zdaj sem kar malo življenje temu podredila. Tako da v bistvu je vse. A veš, na Human Performance mi je Blaž hrano malo skorigiral, ker sem mislila, da pač ne smem jesti, ne, da ne bom se zredila. Valjda, da je treba jesti. Glih to so se glih zanj pogovarjala, ne? Ja. Tako da jem ogromen, to sploh ne moreš verjeti, koliko jem in nič se ne zredim oziroma celo shujšala sem. Tako da. Ja, to je to, ko so se zanj sva glih rekla, da če daš telesu energijo, pa če ve, da bo dobil energijo, bo tudi kuril. Takrat, ko pa zaveraš, je pa ne kur in je problem. Ja, in res to je, z tega nisem verjela. In sem bila res na začetku, nič nisem jedla. Jaz ne vem sploh, kako sem se lahko vozila, ker nisem nič jedla. In potem so pač rekli, zdaj pač takole ne gre, ne? In potem sem počas svojo glavo obrnila in zdaj pač jem tako. In enkrat, recimo včasih, kakšno poslovno kosilo ali kaj takega, pa ješ nekaj drugega, ne pač ogljikove hidrate ali pa to, malo vse narobe. Pač sploh ne moreš voziti, ne moreš, ne gre. Tako. Ja. To je res, mislim, ampak to moraš zaupati, da tem, ki to vejo, da pač je treba jesti in pol gre. Orang se vidi, koliko hrana pa vnos tekočine vplivata na performance na kolesu, sploh pol na daljših vožnjah. Se to, ko se ljudje vozijo tam 50-60 kilometrov, pa ne dajo vse od sebe, pol to pač ni panike. Jaz se pri vnosu tekočine imam še malo problemov, ampak medtem, ko pri vnosu ohajev, gelov pa tega, jaz jem na kolesu 95% sam gele, ker mi pač une tablice mi je to preveč suho in mi ne gre in jaz pojem gele in dejansko res ogrom, jaz pojem 90 gramov praktično, ker imam veliko večino treningov zelo težkih, 90 gramov hajev na uro. Ja, 2 gela. Torej na pol ure jem. In pol rata to kar rutina, veš, ne vem, na 4 ure 8 gelov, to je to. In pol se telo tudi navadi, sicer nikoli nisem, pač moraš dobiti pač gele, ki so ti kul, ne. Pol pa gre. Pa sploh ne razmišljaš. Pa najbrž tudi nisi imela nikoli nič težave s tem, ko si začela jesti, pač se ti ni tako ful spahvala, pa karkoli. Ne, nikoli. Enkrat se spomnim, ko so mi dali testirati neke gele, pa sem dobila krče v želodcu, ampak to je bilo samo enkrat in pol dejansko, ne vem, ali so bili od gelo ali od česa drugega, ampak to se mi je zgodilo enkrat v življenju. Drugače pa, se pravim, jaz jem pač 90 gramov. Plus v bidonu imam vedno. Reklame, od koga pa uporabljaš gele? Ja, zdaj sem pa spremenila. Zdaj sem pa uporabljala sem Endurance zelo veliko časa. Zdaj so pa Proteini dali ven top okusne gele. Imajo 48 gramov na gel. Ok, to je ful, ni? Kako? To je ful, ni? Ja, ful, ja. In brutalno dober okus. Prav od proteinov? Prav od proteinov, njihov gel, 48 gramov ima ohajo na en gel in brutalno dober okus po jagodi, tako kot da bi jagode jedel in so res dobri. Tudi na tekmi sem jih zdaj imela in delujejo. Pa je okus tako, da so ful sladki ali je tako okus dosti po jagodi je. Okay.
Torej, kada bi jedel jagode. Bomo Tako sprobali. dišijo tudi po jagode, ja, veš. Tako da res ko sem prvič sem rekla, hudo, to je pa res dober gel. Sam 90 gramov, koliko si težko? 56 kil. Jaz zdaj sem šel ta vikend, sem odpeljal 160 solo, Ja. pa sem si izračunal približen, koliko sem z pijačo pa s hrano vnesel, pa sem tam za 5 ur pa pol približen sem imel 500, rečemo, cirka ohajev. Se pravi, to je tudi podoben skoraj, ne? 100 na uro, ne? Ja, skoraj. Ja. Malo manj, ja. Se pravi, sem bil tudi tam. Pa Ja. sem se dobro počutil, sam fora, sem premalo pil. Ja, Sem imel sam 4 litre pa pol Ja. in bi bilo bolj glih tam. Sem šel na Sorško planino, Okej. pa dol Ja. in je bila una Ja, super. pumpa v Bohinjski Bistrici zaprta, okej. ker sem šel na delo. In pol? Ja, pa sem šel naprej in sem A si sicer šel na najdel... Pokljuko Ne, sem videl enega, ki se je matral čist črn. Ne, tam je top pot. Se vem, sem že šel. In prideš dol lepo bled sem in bil narediš en gotov. tak lep krogec. Ne, mislim, še nisem bil gotov, sam Ja. sem vedel, če bom šel tja gor. Pa ni mi težka, bo mar. veš, tista. Taka, lep klanc je. Pa Barbara, vmes si med ti se drevesi. zavedaš, da imaš, da si kak kinder jajček v njih 50 kil. To 90 plus gor premakan ni tako lahko. No, ok, ja. Ne, sem šel čist lepo po ravnini in mi je bilo, če Ja. sem čist fair, sem užival, tudi ni bilo neki full vetra, ampak ja, kar se Ohio tiče, se zgleda, imam jaz tudi pol podoben, samo da je mene še enkrat več. Ja. Pač jaz vidim, ne, recimo tudi, ko sem bila aprila sem bila na eni tekmi od Kolnaga v Lago de Garda. No, takrat, ko sem imela nesrečo z Kolnago kolesom in sem pol mogla iti z Nišem. Hvala, ko si me rešil. Pač okvir mi je počul, a ne, se veš. In recimo sem tam tudi, jaz sem takrat prvič, tudi dan prej, pojedla torej zajtrk, ogljikove hidrate, potem kosilo sem jedla testenine, večerjo sem jedla testenine, vmes sem si pa en dan prej doma skuhala 600 gramov suhega pač riža, belega. Ja. In sem to tudi pojedla. To pomeni, jaz sem se resno nafilala, bila sem tako, veš, balke, tako sem se počutila, kaj je en Pa hud. 600 gramov Ohio ali prav 600 gramov riža, belega, torej, Ma saj oboje to je je too 8, much. to je 420, ne še. Ja. 600 gramov riža, suhe mase. In potem sem to jedla še vmes, a veš, in cel dan in sem v bistvu pojedla, ne vem. Sploh nisem šla seštet, koliko Ohio, ampak ogromen. In drug dan v nedeljo, štart je bil ob 7 in začne 5 do 7 deževati. Temperatura je bila tam 5 do 7 stopinj. Dežval je 5 ur, ampak to tako, dežval, resno dežval, da ni bilo videti. To je bilo padal. Ja. 138 km, pa 2 ure pa pol višincev je bil. In gor na vrhu je bilo brutalno mraz, ampak jaz nisem čutila mraza, nič, nula. In zadnjih 40 km jaz sem imela toliko energije, sem vzela pol v njih 180, 190, 200 vatov po ravnini, ki je bil pač na koncu bolj raven del. Ampak tako z lahkoto lahko bi vozila še kar naprej. In sem prepričana, da to zaradi tega vnosa Ohio. Plus seveda sem jedla na sami tekmi na pol ure en gel. Ja, se mislim, če si podhranjen, to vidiš predvsem pol, če greš na kakšno to daljšo turo, ne? Predvsem na koncu vidiš, da se ti že malo blede. In pol včasih, a veš, sem mislila, se prav spomnim tam na začetku, sem šla, da sem imela une 4 ure, a veš, pa sem vzela 2 gela ali pa sem vzela, ne vem, nič, pa ne bom, pa to bo preveč, pa se bom zredila od tega. Halo. Zdaj sem na filmu, zadnji sem kot una kamela, veš, ko imaš tako napolnjene žepe. Poznam. A veš, da sem tudi jaz, da ta vikend sem isto prakticiral, sam sem dal pa, se pravi, mlečen riž, Ja? pa cukor noter in pol si dan sam še tako malo borovnic, či sam zato, da je to in mi je to tako dober. Ampak to za zajtrk ali za večer? Meni je vse en zajtrk, večer, jaz lahko to in tudi zagosil. Sej, jaz če vem, da grem na bajk. Ja, jaz recimo v soboto sem bila na Kalu, na tekmi, vzpon je bil, pa sem v petek zvečer si naredila mlečni riž, pol jaz noter dam sladkor še, pa dam cimet, pa dam, da je tako malo boljšega okusa, sladko, ful. Ampak lej, pa zjutraj
orang zajtrk, ne, same ohaje, a veš, Blaž me je naučil, zeleni obroki, ne, moji so več ali manj zeleni, samo ohaji, ne, pa proteini seveda, ampak brez maščob. Maščobe moram reči, sem eliminirala in dejansko jih dobim noter čez oreščke, čez take stvari in se res tega zelo držim in meni funkcionira. Ne, se mi zdi, da vsi, ki smo na kolesu, pa če hočeš se malo več voziti, pol vidiš, da moraš v bistvu malo drugače jesti, kakor si pa prej, predvsem une, dosti teh nasičenih maščob, pa to kar smo bili navajeni, pač tako nasplošno, to gre vse stran. Jaz sem tudi tako, samo disciplino imam zelo visoko in če reče, da to ni dobro, pač okej, ne jem. In recimo jaz se spomnim, par let nazaj, meni je bil polet ful všeč, ali pa pač mi je bil ful všeč sladoled. Jaz zdaj ne jem sladoleda več. Pa ne zato. To mene novo pripravil. Striktno. Ne, mislim, meni je sladoled, predvsem po furi, kdaj mi je top, ker ima še vedno je dosti cukra, pa je okej, ampak da bi se pa s tem nafilu, zato da bi šel naslednji dan dober, to pa ne. Samo veš, pozna se tudi tako, ne, recimo spiješ en kozarc ali pa en gin tonik ali pa nekaj takega, se ti drug dan pozna. Pa ne rečem, da ne spijem, valjda spijem, ne. Ampak hočem reči, veš, vsaka pikica se pozna. To pomeni, da naše telo res zaznava vse te dražljaje, ki mu na performansu se pozna. Če tako rečemo, če sam nazdravaš, pa spiješ enega, to načeloma ni tak problem. Sam še včasih, ko sem malo bolj orang treniral, pa smo šli kdaj ven, to si pa, da si prišel spet, pa sam smo tako, kar orang zažurali, da si prišel spet na nivo, si pa rabo 14 dni. Tudi če se tebi zdi, da si po 3 dneh že okej, ampak 14 dni traja, da telo spet pride in alkohol nasplošno za performance. Okej, spanje pa itak. Veš, prideš domov ob 2-3 zjutraj, ne? Sicer se ne spomnim, kdaj sem zadnjič prišla v taki uri domov, ampak to ful. Spanje je najbolj pomembna stvar. Regeneracija, veš. Zjutraj pogledaš baterija, 100 v redu je. No, slab treniramo naprej. Greva midva, da nova še preveč zašla. Ti si mi zanč, ko si prišla, si omenila, da bojo pri proteinih ful eno dobrodelno noto šli čez, pa mogoče kar veš, povej, jaz bom dal pa pol še povezavo v opis, ker se mi zdi pač tako, da No, meni se tudi to zdi zelo pač fan je, da če vsi mi, ki lahko kaj damo, ki nam ni nič hudega v tem lifeu in če lahko daš karkoli, se mi zdi za take stvari, da je to res en fantek iz Ribance. Mislim, da je Jaka. Ima eno zelo težko bolezen, star je 8 let. Ima zelo težko bolezen, DHD, mislim, da se kliče, to je odmiranje mišic. In v bistvu je kandidat, so mu odobrili v Ameriki, da je kandidat za prejem enega zdravila, ki pa stane 3,2 milijona. In pri proteinih vsako leto delajo to Tour de proteini v času Tour de France, nabirajo kilometre v dobrodelne namene, zdaj pa so se odločili, da bojo letos to, bom rekla, pojačali in da bojo probali zbrati čim več denarja za tega otročka. In glih včeraj sem na Instagramu videla njegovo pač tamavga in tak simpatičen in mora pa prejeti zdravilo do določenega leta in morajo zbrati do oktobra, ta 3,2 milijona. In pač na proteinih se pač prijaviš tam na spletni strani in potem bojo v času Tour de France vsi tisti, ki bojo prijavljeni, nabirali kilometre. Mislim, da so jih 200,000 nabrali v preteklih letih in letos je cilj, da se jih nabere še veliko več. In s tem bojo pač donacije in sami oni bojo donirali in probali bojo pridobiti v to čim več firm. Posamezniki pa mislim, da bojo pol te SMS-i pomagam 5, pomagam 10. Tako da v bistvu nas kolesarje to praktično nič ne stane, se prijaviš in nabiraš kilometre in rečeš, sem naredil nekaj dobrega. In kolesariš za one, ki ne morajo. Tako da, bo povezava v opisu.
Tako da, pejte, prijavite se, pa bomo skupaj nabirali kilometre za dobrodelen namen. Tako da upam, da vam bo, ja, da vam je to všeč. Meni, ki si povedala, meni je bilo takoj, sem bil takoj za stvar. Pa veš kaj, meni se zdi tako... Je fajn, da si pomagamo. No, ja, tako, jaz mislim, da vedno, če lahko, jaz tudi tako, jaz zmeraj dam, ker vem, da sem zadovoljna, da sem zdrava, da lahko počnem to, kar hočem in na koncu koncev te materialne stvari so totalno nepomembne in ker imaš zdravje, imaš vse. In vse pa lahko premagaš, vse hribe in vse. In se mi zdi taka stvar, mislim, jaz takoj sem za take stvari. Pa mi pa nekaj povej, a ti si bila kdaj v življenju tako, da, ko bi rekel, tako, ko sem bil, jaz sem bil par let nazaj tak, da sem bil cele dneve sem sam delal, zelo malo sem športov in pa mi nekaj kliknil in sem pol spet začel vsak dan v fitness hoditi pol na kolo in da ti pol tako neki preskočke. Mene je preskočil, ko sem tam malo dobil in nisem mogel nič delati, ker ali sem bil toliko zmatran, ali me je pa vse bolelo in se nisem mogel z njo igrati in pa sem začel pač hoditi fitness. V bistvu jaz sem cel life delala, zelo veliko. Okay. Zaradi tega, ker pač firme, ki sem jih imela, to so bili moji otročki in sem vse dala v to in jaz uživam, ko grem v službo. Vsak dan. Jaz ne grem v službo tako za to, kar morem, ampak meni je to res fun in uživam, ko to počnem. Sem se pa nekaj let nazaj, ko je umrl partner od moje sestre, pri 40 v roku, športnik, pa v roku 2 mesecev je zbolel za rakom in tudi ga ni bilo potem več. Sem začela na svet gledati malo drugače, da v bistvu kaj je pomembno in kaj ni pomembno. In tako, da ne bi nikoli športala, veš, jaz sem ogromno športala, od vse živo, ne vem, tenis, smučala sem ful, freeridala v bistvu, še izven prog, pa golf sem vmes igrala, pa kaj še, pa vejkala, pa kajtala, ne vem, vse živo, doma imam celo trgovino športne opreme. Zdaj nimam za drugo časa, sem se pač res posvetila temu kolesarstvu. In vedno sem športala, ampak ja, prej, tudi ko sem šla na počitnice, sem vedno imela računalnik, vedno bila na voljo, vedno, pa zdaj pa, ko grem na počitnice, sklopim telefon na letališču prvem, ko grem in ga vklopim, ko se vrnem nazaj. Mislim, se to je in to je meni tako tisto, kar rečeš, če si kdaj se pol začela spet ampak ja, to mi je tisto, to vem, da sem naredila velik korak naprej s tem. Ja. Ne, da ti to rata, sploh tako, ko si rekla, da so to tvoji otroci, kad ti to rata narediti, pol si v glavi kar dober preskok naredila. Pa tudi neko ekipo imaš ljudi, imam ekipo ljudi, tako, ki jim zaupam in sej, maile pogledam, zato da jih nimam pol 500, ko pridem nazaj, ne, pa tudi kakšno stvar vmes naredim, ne, ampak ja, probam res odklopiti, ko vidim, da je to potrebno. Ker pol narediš 10krat več, ko prideš nazaj. Sam moraš priti do tega, da zaupaš, da oni, ki so okrog tebe, da bi jo glih tako dobro naredili in da ni potrebno, da si vedno sam ti zraven. Daj mi povej, zdaj si v 3 letih si tudi kar nekaj prekolesarila. Ja. Kjer je tvoj najljubši vzpon ali pa najlepši predel? Džao. Ja. A na Gaviji si bila? Ne. Okay. Ker sem glih včeraj, sem imel klele 2 Švicarja. Okay. Je tudi tu narekel, da mu je džao. Meni je džao. Res. In se prav veselim, ker zdaj je čez 14 dni maratona in gre čez džao. Okay. In se prav veselim tega klanca. Sicer ne vem, če bom naredila rekord, ne, zaradi tega, ker verjetno po 4500 višincih ta je bolj na koncu, ne. Ne vem, če mi bo glih ratal, ampak to je moj, zelo mi je všeč. Kje je pa najboljša izhodiščna točka? Z Arabe greš proti džao levo tam, ne, in potem jaz grem z te strani. Ponavadi sem zmeri v Korvari ali pa v Lavili. In potem tam vse une klance gor pa dol. Dobro, se pravi, iz Korvare štartaš in
Koliko Čez pa je? Campolongo, so čez blizu. Okej. Čez Campolongo, ko se blih malo zagreješ, to je Ja. ta kratek, dobrih 5 km, Vem. se spustiš v Arabo, zaviješ levo, pa imaš pa ravnino, rečemo, mimo odcepa za Falcarego, še mečkaj naprej in pa je Džagor. To je približno koliko kilometrov? 20 po moje. 20 do tja, Ja. pa koliko je pa dolg? Pa na 10 km, Aha, poprečje je okej. malo čez 10. Ja, vse pol. Super klanc. Res Poprečje je lep. malo čez 10. Ja, ja. Zdaj sem pa že izgubila. Takoj, ko sem mislil, sem tam, da je ene 6, 7. Ne, Džao ne popusti. Džao je pa tako, res je, ampak je enakomiren klanc. Mene najbolj mi niso všeč oni klanci, gor pa dol, pa spet malo popusti, pa spet gor, a veš, tebe, ker nimaš nekega ritma. On je pa zelo lep. Je pa recimo Pordoj z Arabe gor zelo lep klanc. Krajši, ampak isto super klanc. Mislim, da ima povprečje pa 9. Pordo je tudi, če štartaš direkt takoj na Kvajta, če greš pa v drugo smer. Iz Kanaceja. Je iz Kurvare gor. Ne, iz Korvare je paso Gardena. Gardena, pol je Sela, pa se spustiš dol v Kanacej. Ni treba, da greš čist do dna, ampak lahko greš do Kanaceja, pa greš spet gor. Pa je pa Pordoj. Pordoj, tako. Aha, pa je pa dol, pa Pa Campolongo. Campolongo, pa nazaj, to je v kontrasmer, ne? Ja, no, ker to smer smo šli Ja. odpeljati. Ja. In Ja. je Pordoj, je... Meni je od Je te kar strani lepška za Kanaceja gor. Razgled imaš res super. Ja, mi smo šli to ta kratko odpeljati, Ja. ker ne vem, 60 km, koliko se ne. Ja. Ker so vsi te Ja, vrhovi. ja. In je bil Pordoja, je res Ja. lepa spust, pol dol je. Ja. No, tam, vrhunski. ko si rekel, ti spust, meni je tisti vzpon najlepši. Ja, sej. Jaz nisem to veliko vozila, veš, ok, zdaj zadnje čase, bila sem na Tenerifih, zdaj že 3-krat se mi zdi, pa letos na Baliju recimo, ker mislim, da niso glih vsi kolesarili še na Baliju. Čak, na Baliju si kolesarila? Ja, bila sem na neki tekmi, pol pa smo še malo kolesarili. In kako je tam kolesar? Ja, ni slabo. V bistvu. Okay. Sam je fan, če si vzameš, tam je ena firma, Bali Cycling, Okay. si vzameš lepo vodiča, pa si vzameš avto, ki gre lepo za tabo in te oni peljejo po cestah, kjer ni nikogar, razgledi so nori, res nobenega na cesti. Ceste so kar ok, razen določene ceste, ampak oni poznajo, kje so une ceste, ki so polne lukanj in kje so lepe ceste. In moram reči, da je bilo kar to živetje. Sicer zelo vroče, ne, februarja, pa visoka vlaga, ampak lepo doživetje. Dobar. Povej pa še zadnje vprašanje, preden grejo na tvoj kolo, Ja. ki je že zelo blizu Sanskega, Ja. ampak če bi si izbrala sanski bajk zdajle, kaj bi vzela? Jaz, prvo sem imela, se veš, Pinorelota, ne? Malo ni bil to race bike, pa sem se odločila, da bom vzela nekaj in so prišla 3 kolesa v ožji izbor. BMC Team Machine, mislim, da je Team Machine, ne? Potem je prišel ta tale S-Works, Okay. SL8, Ja. pa Colnago v 4RS. Takrat petka še ni bilo v 5RS, ne? To je zdaj let pa pol. In potem po pravici sem se odločila glede na ceno, ki sem jo dobila in sem pač Colnago dobila za najboljšo ceno. Tako da v bistvu mislim, da so še zmeri, zdaj nisem toliko spremljala, ne vem, neke nove bajke, ampak mislim, da so bili ti trije še zmeri tako tisti, a veš, ki so bili. Jaz sem pol gledala, da je kolo lahek, ker jaz rada vozim vzpone, pa po videzu moram reči, da Colnago mi ni bil najlepši, ne, daleč od tega. Mislim, Pinarello je še zmeri tako, zdaj ga pogledati, je res, pa vidiš pol detaljčke, veš, kako je to narejen, pa to. Ampak, ja. Ja, med temi tremi, Ja. če bi jaz gledal, zdaj je glih en fant, ki je bil sicer na Franji, pa so ga odpeljali pol, Ja. ki je na uni nesreči padel pred Brezovci. Okay. Mislim, da ta novega BMC-ja, Team Machine, ne Team Machine Air, ali pa Team Machine, ta za klance, ne? Ja. In je meni tako, Ja, ne. kukar so vsi zelo podobni, ne?
Ja. Se ne razlikujejo veliko, ampak meni ne vem zakaj, ampak BMC so mi nasplošno. Ja, sej pri meni je bil tudi, sam veš, koliko je bilo razlike v ceni med tem, ko sem ga jaz kupila, pa BMC, mislim, čez 6 jurjev. Upismo. Pa sem rekla, lej, tok pa ni vredno. Sem tako. Jaz sem čist nov je bil, 15,999 je bila cena tega, ko sem ga jaz gledala. Okay. Tok pa nisem hotela dati. Mislim, zdaj, če bi hotla, ne si ga sestaviš po delih. Pa imam čist novega zdaj, saj veš. Zdaj si dubla. Pa lahko še pohvalva fante iz A2U, da so ti zelo hitro rešili. V roku enega meseca sem dubla nov kolo, tako da res A2U super. Pač rešili so reklamacijo, počuje okvir na čudnem mestu, tako da v bistvu zdaj imam pa, evo, od Emirates. Ja, noč kaj, a greva še čez kolo, da boš malo povedala dolžino gonilke Unti Street. Pa je pa to. Najlepša hvala, ker si prišla. Z veseljem. Do naslednjič, zdaj te videl še od Barbare kolo, malo od bliz, mi da ga sam še Pa ne gledati, postavila. ki je malo umazan, ker pač nimam vsak dan časa, da ga pucam. Ona je rajš na kolesu, kukor pa hop kolesu, tako da je več ga vozi. Evo, noč, greva še to predstaviti. Polnagove 4RS, nov, ker je pač staremu poču okvir. Zdaj je tlele že ugotovil, da imam številko 42, čeprav sem mislila, da je pač večji. Dura S 65 pa pol je gonilka, ali še je, ne? 165. Ja, 165 je gonilka. Sedež je Sela Italija, ta Lady, mi je kar cool, no, moram reči. Kaj imam prestavno razmerje? 34, 52. je spredi, zadnji naj 34. Ja, tako v klance gre brez težav. Ni važno, koliko je strmo. Zdaj so sicer gor, te so obroči Dura S so bliže v štartu, sem jih kupila. Se spogledujem z novimi, tako da upam, da bom v kratkem dobila nekaj novega, pa integrirana balanca. Tlele, če lahko malo, doma imam še Niša, ker sem ga tlele kupila, ker sem je tale, ko je bilo treba rešiti situacijo pred tekmo. In moram reči, Niš mi je, če primerjam recimo oba kolesa, tako iskreno, je Niš mogoče še malo bolj res kolo, kakor je Colnago. Definitivno ima boljši kokpit. Tako da zelo dober kolo. In ožjo balanco ima, ne, kakor tale. Za 2 centi se mi zdi. Ti si oska čez zem. Ja. Ti mogoče polno bolj ustreza. Ja, tako da, ampak dober, lej, pač ne pritožujem se, na koncu so noge tiste, ki morajo. Ročke si imela že prej noter, a si jih zadnjih par let kaj bolj prestavljala noter? Ne, sem jih malo prestavila noter. Zdaj so kar orang noter. Pa to mi ustreza, takole, ki so zdaj. To si kar sama malo jaz poštelam. Vsake toliko časa, drugače mi to Vračič vzrihta, ampak drugače si ga pa sama. Ja, pri Vračiču sem bila na, glih zdaj pred kratkim sem šla, jaz grem vsak let, da malo poštelamo to, kako sedim na kolesu, tako da ni bilo treba noč. Malo mi je še dvignil sedež, mislim, da imam zdaj 70. Od centra gonilke Ja, do gor. od centra gonilke do gor. Drugač pa, lej, super kolo, super, če je Poggi dvakrat zmagal s tem kolesom na Tour de France, pa se nimam kaj pritoževati, ne. In v bistvu, lej, na koncev je vse v nogah, pa kakšni vati ven pridejo, tako da. Je pa fajn, če voziš kolo, ki ti je fajn, ki ti je všeč, se zliješ s kolesom, a veš, tudi spusti, pa to, pol si confident, pa ne odstopam od gum, ne. To pa. Imaš skozi 5000 kaj. Ja, ja, in tudi menjam jih, letos sem jih že 2-krat menjala. Mislim 2-krat. Zdaj lahko še poveš, koliko imaš kilometrov letos? Mislim, da sem tam nekje na 8000, Pa to je na samo pol zunaj. leta. To je sam zunaj, ja.
Zelo malo sem bila letos noter. V bistvu sem bila par treningov, sem bila noter, ker drugače pač za vikend, da se jaz peljem na Primorsko in naredim vse treninge od zunaj. Mislim, da samo en vikend je dežval, celo zimo, drugače sem bila čisto vse vikend od zunaj, tudi ker je bilo zelo hladno. Pa sem zdaj ugotovila, da v bistvu tam 5-6 stopinj tudi manj, da sploh ni panike. Se pač oblečeš primerno, pravilno in noben problem. Da mi še povej, varja, lučka, to Ja, imaš že skozi? odskoz. To mi je pa en prijatelj kupil, ko sem dobila prvo kolo za varnost in jaz brez tega ne grem na cesto. Res, vedno imam lučko. Pol sem pa seveda pač Garmin normalno, pedalke normalno, drugače treningov ne morem delati. Pač noč pa umazanje, ker sem bila včeraj popoldne na Pečarju in pač ga ne pucam vsak dan, ker enostavno nimam časa. Ampak ga pa enkrat na teden ga pa operem, pa zrihtam, pa namažem, pa vse te. Namažem se 14 dni. Tako da, evo ga. The best. Evo, Barbara, hvala, da si prišla. Čau. Upam, da ste uživali, do naslednjič, se vidimo. Čau. Čau.